Pod starim vrhom v Poljanski dolini se je aprila lani znašel mlad medved. Na kmetiji Logarjevih so osirotelemu medvedku Srečku, ki je ostal brez matere, takoj priskočili na pomoč. Hrano je dobil pri mačehi kravi v domačem hlevu, s hišnimi ljubljenčki pa se je veselo igral in brezskrbno odraščal v njihovi družbi. Na češnji pred domačijo si je potešil lakoto, z igrivo prisrčnostjo je spoznaval okolico in divjino bližnjega gozda. Medvedek Srečko je postal pravcata medijska zvezda, ljubljenec slovenske in širše javnosti, znan po vsem svetu. Državni aparat je imel drugačen pogled na dogajanje v Škofjeloškem hribovju. Republiški inšpektorat za okolje in prostor je medvedka Srečka kratko malo odvzel. Likvidirali ga, hvala Bogu, niso, ampak so ga deportirali v zavetišče nemške organizacije 4 tačke v Romunijo, od koder naj bi se čez 2 ali 3 leta vrnil nazaj v domovino. Primer medvedka Srečka je razkril problematiko zadrževanja medvedov v ujetništvu, pomanjkanje ustrezne infrastrukture in domnevna dvojna merila državnega aparata pri njihovem razreševanju. V Sloveniji je v ujetništvu več kot 10 medvedov. Njihovi lastniki so zasebniki, večinoma gostilničarji. Po mnenju poznavalcev medvedi v ujetništvu životarijo v tesnjenih kletkah in neustreznih razmerah. Zastavlja se vprašanje, ali je etično imeti v tako utesnjenem prostoru zaprtega medveda, ki v naravi živi na 100 do 1000 kvadratnih kilometrih. Poleg tega ima medved svojo vlogo v ekosistemu, ne v ujetništvu. V Sloveniji pogosto najdejo mlade medvede, ki so zaradi nezakonitega lova ali nesreč na cestah in železniških tirih ostali brez matere. Ustreznega zavetišča ali parka, kakršna sta denimo v Kuterevem v sosednji Hrvaški ali v Bavarskem gozdu v Nemčiji, nimamo. Vlada doslej ni imela posluha za tovrstne pobude, čeprav ustanovitev centra za medvede in njegovo delovanje lahko prispeva k sonaravnemu trajnostnemu razvoju. Medvedji ekopark je smiseln z vidika izobraževanja in andragogike. Ima pomembno vlogo pri ozaveščanju širše javnosti, tako pri njegovem spoznavanju, kot tudi glede sobivanja in sožitja ljudi z medvedom. Obenem dodatno popestri turistično ponudbo. To je izziv, ki nam je povsem na dosegu rok, a vendarle tako oddaljen.